Ema, kakšne pa so prioritete ostalih kandidatov, ki so se predstavili danes? Ja, začnimo pri kandidatu za obrambnega ministra Valentinu Hajdinjaku. Ekonomist in nekdanji prvi mož Darsa si je izkušnje v obrambnem resorju med drugim že nabiral kot vodja kabineta v času ministrovanja Aleša Hojsa. Kot prioriteto izpostavlja izpolnjevanje zavez do Zveze NATO, tudi v luči nedavnih očitkov, da Slovenija kot obrambne izdatke prikazuje tudi naložbe v civilno infrastrukturo, ceste in železnice. Med drugim se bo zavzemal za modernizacijo slovenske vojske, pridobivanje novih kadrov in krepitev domače obrambne industrije. V istem terminu kot Hajdinjak se je poslancem sicer predstavila tudi kandidatka za kulturno ministrico Ignacija Fridl Jarc, v prejšnjem Janševem mandatu državna sekretarka, ki se bo med drugim zavzemala za ponovno vzpostavitev muzeja slovenske osamosvojitve, napoveduje novelo zakona o RTV Slovenija, pa tudi ljudsko odločanje o RTV prispevku. Manj denarja bi namenila državnemu financiranju medijev, uvedla bi kulturni bon za mlade, podpira tudi uvedbo tako imenovanega Netflix davka, napovedala pa je še obnovo dotrajane stavbe SNG Drama, vendar, kot poudarja, le v obstoječih gabaritih. Kaj pa kandidat za ministra za izobraževanje? Kaj napoveduje, čemu poslanci prižgejo zeleno luč? Ja, med pomembnejšimi novostmi je Borut Rončević, sicer sociolog in ustanovitelj dveh zasebnih fakultet, izpostavil ideološko nevtralno izobraževanje in v zvezi s tem napovedal pregled učnih načrtov. Napoveduje tudi ustanovitev tako imenovanih pripravljalnic, kjer bi se otroci priseljenci učili slovenskega jezika. Reformiral bi maturo in nacionalno preverjanje znanja ter vzpostavil pravičnejši sistem financiranja zasebnih vrtcev in šol. Zavzel pa se je tudi za omejevanje telefonov v šolah, administrativno razbremenitev učiteljev in ustanovitev učiteljske zbornice.